Če varčujete pri nas, date prosim davčno številko, da vas lahko najdem. Bo postalo dodatno pokojninsko zavarovanje neizogibno, če bomo želeli po upokojitvi živeti kakovostno? Vse, kar pride zraven pokojnine, pride prav. Kakšne so pričakovanja glede višine pokojninskih rent? Če bo 100 evrov več na mesec, bo v redu. Nekateri ne računajo na rento, varčujejo sami. Ali je to 50 evrov na mesec, ali je to 100 evrov, odvisno od meseca. In kdaj začeti varčevati? Nikoli ni prepozno, pravijo v pokojninskih družbah. 6 let je že Silva Rodman upokojenka. Z nasmehom nam razlaga, da v pokoju uživa, da ji čas ne teče prav nič počasneje. Tudi zaradi stvari, ki jo razveseljujejo. Imam 4 vnuke, tako da mi sploh ni dolg čas. Potem pa imam dosti dejavnosti, sem gasilka, sem pri starejših gasilkah. Rodmanova, po izobrazbi ekonomistka, pa je zadovoljna tudi zaradi odločitve, ki jo je sprejela v času, ko je bila zaposlena. Dolga leta je varčevala v pokojninskih skladih. Kako pa to, da ste se za to odločili, recimo? Ste se bali, da boste imeli nizko pokojnino, recimo? Meni se zdi, da vse, kar pride zraven pokojnine, pride prav. Varčevanje se ji je, pravi, obrestovalo. Ob pokojnini dobiva danes še mesečno rento, ki jo ima za priboljške. Malenkost manj kot 105 evrov. Pri dodatnem pokojninskem varčevanju je pomagal delodajalec. Premijo je plačeval približno 15 let, najprej 40, postopoma 60 evrov. Sama je varčevala 12 let, mesečno 100 evrov. Skupno z delodajalcem je v 17 letih privarčevala približno 30 000 evrov. Njena doživljenjska renta je tako 105 evrov na mesec. Prizna pa, da jo je vmes tudi skrbelo. Tisto obdobje, ko je bilo z temi delniškimi trgi zelo slabo, ko so delnice padale, pa so to vrednost zniževali, ne? Seveda so se ta sredstva, zajamčena sredstva znižala, ampak pač vedno čakaš, da se bo boljše, ne? Dejansko se je to uredilo. Za pauzo te bom jaz zamenil. 43-letni Vladimir Jovič je po poklicu strojni tehnik. Kot vodja izmene je zaposlen v podjetju Niko Železniki, uspešnem izdelovalcu kovinskih izdelkov in enem prvih podjetij, ki so zaposlenim začeli plačevati premijo dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vi recimo rajši imeli višjo plačo ali pač to, da vam podjetje plačuje rento? Pa oboje. Oboje je bilo dobro. Renta je zelo v redu, firma se trudi. Poleg tega, da mu premijo plačuje delodajalec, 8 let varčuje tudi sam. Koliko plačujete? Jaz dodatno dajem 33 evrov, firma 55, donosi to kar ena lepa cifra konc leta. Kaj si obetate od tega, recimo, koliko rente? Nisem nič računal. Če bo 100 evrov več na mesec, bo v redu. Kaj pa recimo vaši kolegi, a so kakšni pomisliki glede tega varčevanja? Pa ne, mislim, firma jim vsak mesec plačuje, kdor hoče dati nekaj dodatno zraven, da, kdor noče, pa pač njihova stvar. Slovenski pokojninski sistem temelji na 3 stebrih. Pri prvem gre za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri drugem za dodatno. Premijo lahko plačuje delodajalec, lahko pa tudi zaposleni sam. Med tistimi, ki jim delodajalec plačuje premijo, je, kot rečeno, tudi Jovič. Zakaj so se v družbi Niko Železniki, sicer v avstrijski lasti, že pred leti odločili, da bodo zaposlenim, danes jih je 220, plačevali dodatno pokojninsko zavarovanje, pojasnjuje direktor Rado Čulibrk. Smo govorili, da dejansko, ko si v penziji, ti standard ne sme preveč pasti. In to je bil en tak ključ, ki smo ga zaznali, da bi lahko pa Niko zaposleni bili na boljšem, če jim poštar penzijo prinese 2-krat. Enkrat od SPIZ-a in enkrat od pokojninske družbe. Podjetje namenja vsakemu zaposlenemu 55 evrov na mesec oziroma 660 evrov na leto. Vsak zaposleni se sam odloči, če bo temu še kaj namenil svoje bruto plače. In nekje tretjina zaposlenih nameni nekaj še svoje bruto plače, poprečno tam okrog 40 evrov. Ti si nekoče kdo želel, ne vem, pa višjo plačo isto tega. So vedno pomisliki, ne. Predvsem v smislu, da ti mi denar takoj, jaz ga zdaj rabim, ne, ampak pravi gospodar, ne, pravi general mora za svojo vojsko poskrbeti, ne. In tudi pol, ko so enkrat stari, bodo zaznali,
Eni so že zaznali, so že v penzijah in to koristijo, da je pa fajn, da je še en vir dohodka na starost. Glavnino strank pokojninske družbe A predstavljajo največji delodajalci pri nas, pravi direktor pokojninskega zavarovanja Žiga Vižintin. Trenutno sodelujejo s 300 podjetij. Financiranje pokojninskega načrta je davčno v bistvu ena najbolj ugodnih oblik nagrajevanja zaposlenih v Sloveniji. Se podjetje od teh vplačil ne rabi plačati nobenih davkov in prispevkov, se pravi, če da 200 evrov zaposlenemu, to podjetje stane 200 evrov in zaposlen dobi 200 evrov na vračevalni račun. Delodajalcev, ki plačujejo zaposlenim dodatno pokojninsko zavarovanje, je bilo decembra lani 7524. Mesečni znesek, ki ga zanjo plačujejo, ne sme biti nižji od 34 evrov. V Sloveniji je bilo konec lanskega leta v dodatno pokojninsko zavarovanje vključenih 627 538 zavarovancev oziroma 63,2% zavarovancev obveznega pokojninskega zavarovanja. Je pa imelo v zadržanju ali v mirovanju sredstva 219 818 ljudi. In koliko ljudi že dobiva rento? Največ rent danes izplačuje Modra zavarovalnica, ki sicer izstopa tudi po tem, da so vanjo vključeni vsi javni uslužbenci. Imamo več kot 50, trenutno mislim, da 57 tisoč oseb, ki prejemajo pri nas rento. V celi Sloveniji je pa teh oseb samo enih 70 tisoč. Se pravi, mi smo tisti, ki imajo daleč največji delež pri izplačilih rent. Obstaja več vrst pokojninskih rent, vse so doživljenjske. Poleg klasične rente poznamo pospešeno rento, ki pomeni, da v določenem obdobju dobimo višjo rento, pozneje nižjo, ter rento z zajamčenim obdobjem plačevanja. To je jamstvom za primer smrti. Jaz sem se odločila za mesečno rento in sicer doživljenjsko, s tem, da z garantirano dobo 15 let. Če bi se mi karkoli zgodilo v teh 15 letih, potem pač to dobijo dediči, ne, za tisto obdobje. Ampak jaz bom živela do 100 let, tako da ni problem. Pogledali smo, kako je s klasično rento. Za hipotetične izračune smo prosili trenutne upravljavce pokojninskih skladov pri nas, to so pokojninske družbe, zavarovalnice in ena banka. Najprej primer nekoga, ki bi začel varčevati pri 22 letih. Varčeval bi 40 let, 50 evrov vsak mesec. Če bi se upokojil pri 62 letih, bi bila njegova renta od 209 do 338 evrov na mesec. Razlika velika, ker je ena od pokojninskih družb že upoštevala novost, da bodo lahko starejši po novem varčevali dlje časa v tveganem, bolj donosnem skladu. V drugem primeru gre za poznejše varčevanje pri starosti 45 let. Varčevalna doba 20 let, 100 evrov na mesec. Pri upokojitvi pri starosti 65 let bi imeli do konca življenja od 106 do 144 evrov rente. Še en hipotetični primer. Če začnemo varčevati 10 let pred upokojitvijo, in sicer 200 evrov na mesec, ter se upokojimo, ko smo stari 65 let, bi imeli od 81 do 106 evrov rente na mesec. Izkazalo se je, da so ljudje precej zadovoljni z varčevanjem, dodatnim prostovoljnim pokojninskim zavarovanjem, dokler varčujejo, ker imajo naši ponudniki donose, ki so primerljivi s tujino. Manj so pa zadovoljni, ko se enkrat upokojijo in začnejo dobivati rento. To je pa posledica tega, da je ta renta izračunana tako, da mora biti dosmrtna in pri precej konzervativnih predpostavkah glede tega, kako dolgo bo človek še živel. Zato smo zdaj dodali možnost, da pod določenimi pogoji, pri določenih zneskih pri varčevanjih, ta renta ni nujno dosmrtna. Natančna pravila glede te rente sicer še niso znana. Glede rent pa so tudi pomisleki. Pa se kaj bojite, da recimo teh 105 evrov, recimo, če boste dobivali to 20 let še, da bo takrat že manj vredno? Ja, to je čisto jasno. Samo recimo denar imeti na banki danes se mi zdi je še slabše. No. Nekateri so skeptični, češ, da jim bo te prihranke požrla inflacija, da bojo ti zneski takrat, ko bodo šli v pokoj, precej nižji. Ali dosegamo inflacijske razvrednotenje tega premoženja? Odgovor je da. Zdaj, če pogledamo zadnjih 5 let, smo recimo v dinamičnem skladu dosegali tam dobrih 10% donosa na leto.
v ravnoteženem 6%, ne, v uravnoteženem pa 1%. Ne. Tako kot predsednik uprave Sava Pokojninska Andrej Plos poudarja uspešnost pokojninskih družb tudi Gregor Rovanšek, predsednik uprave prve pokojninske družbe, ki deluje 25 let in ima 97 tisoč zavarovancev. Če bi pogledali donose od ustanovitve vse pokojninske družbe v Sloveniji, ustvarjamo dobre donose. Dobro pa gre tudi družbam, ki se ukvarjajo z dodatnim pokojninskim zavarovanjem. Med 3 največjimi družbami po zaslužku je na prvem mestu Modra zavarovalnica. Lani je imela skoraj 20 milijonov evrov dobička, glavnina se nanaša prav na dodatno pokojninsko zavarovanje. Slabih 4,6 milijona evrov dobička je imela prva pokojninska družba, 3,8 milijona pa Triglav pokojninska družba. Država sicer omejuje njihove upravljalske stroške. Najvišja možna letna provizija za upravljanje pokojninskega sklada je danes 1% sredstev, po novem pa bo nižja, 0,8%. Zaupanje ljudi v prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje raste, je prepričan član uprave Triglav pokojninske družbe Peter Krasing. Ko se pogajajo za službo, je že normalno, da se vpraša, če imate dodatno pokojninsko zavarovanje. Se pravi, če ne bi verjeli v to, ne bi spraševali. Morajo biti pa sredstva v času izplačevanja rent v zajamčenem skladu, kjer so donosi manjši. Današnjih 100 evrov rente zaradi inflacije zato ne bo enako vrednih čez 20 let, ko boste morda še prejemali rento. Naš pokojninski sistem pa poleg prvih 2 stebrov pozna še tretjega. V njem so oblike varčevanja za starost, kot so življenjska zavarovanja, vlaganje v sklade in druge finančne instrumente, pa varčevanje v bankah in tako naprej. Za to vrstno obliko varčevanja se je odločil Kristjan Mastnak. Puščico levo zgorih, ja, ampak s to puščico grem en korak nazaj. Vam bo predlagal YouTube njihove vsebine, kaj bojo na novega objavili. Pred 2 letoma je začel delati v zavodu Simbioza in prenašati digitalno znanje na starejše, čeprav mlad pa že z mislimi na starost. Recimo nekje pri svojim 24 in 25 letom sem pa začel razmišljati o tem, kako lahko jaz naredim korak k temu, da bom imel neko boljšo starost. Danes, pri 27, varčuje kolikor lahko. Koliko varčujete? Po zmožnostih. Ali je to 50 evrov na mesec, ali je to 100 evrov, odvisno od meseca in prihodka in stroškov in vsega skupaj. Varčujem pa za skladi, se pravi z nekimi naložbenimi skladi, katere imam namen držati do nekih naslednjih 20-25 let in potem iz tega črpati. Vprašanje, kaj pride vmes. Naprej imaš možnost na nakup nepremičnine ali nekega drugega posla, ampak vseeno so pa možnosti, s katerimi lahko potem upravljaš, ker če nimaš možnosti, tudi nimaš možnosti odločanja. Po 2 letih denarja še ni veliko, približno 3000 evrov, a resnejše varčevanje se, napoveduje, šele začenja. Z nekim vložkom 300 evrov na mesec v roku 20 let. Jaz pričakujem in upam, da vse nekih 100 000 evrov se bo nabralo čez to obdobje varčevanja in vlaganja, ki bi znatno povečali mojo kvaliteto življenja v pokoju in tudi s tem nekot lahko kontriramo inflaciji z nekim investicijam, ki imajo večji donos kot pa sama inflacija. Ni pa deležen davčnih olajšav, kot jih ima Jovič in ostali, ki varčujejo v prostovoljnem pokojninskem zavarovanju v okviru drugega stebra. Prav z davčnimi olajšavami pa želi državo spodbuditi to vrstno varčevanje. Mi vemo, da je davčna olajšava do 5,8% letne bruto plače oziroma do maksimalno dobrih 3000 evrov. Silva Rodman je denimo z olajšavo dohodnine prihranila. Vsako leto pri dohodnini približno 500 evrov na ta račun olajšave dohodnine. Je pa z obdavčitvijo varčevalec kaznovan, če dvigne privarčevani denar pred upokojitvijo. V tem primeru sicer lahko dvigne le denar, ki ga je privarčeval sam, ne pa sredstev, ki jih je zanj plačeval delodajalec, pojasnjuje vodja pokojninskih zavarovanj Generali zavarovalnici Robert Leskovar. Ob upokojitvi pa je možnost enkratnega dviga do približno 6000 evrov privarčevanih sredstev, s prihodnjim letom do 12 000. Tudi v tem primeru pa si obdavčen bolj, kot če bi prejemal rento. Dodatno pokojninsko varčevanje je namensko varčevanje, kar pomeni, da so ta sredstva zaklenjena do upokojitve. Z tega je tudi motivirana davčna olajšava. In posamezniku daš davčno olajšavo, država, zato da bo imel potem ta sredstva, ko se bo upokojil. In on ne more predčasno prekiniti, razen v izjemnih primerih. Nova zakonodaja je zdaj uvedla en inštitut, da se lahko prekine samo v primeru, če je človek neozdravljivo bolan.
Veliko ljudi pa je dvignilo denar leta 2012, kar je omogočil zakon. Približno skoraj 20 do 30% ljudi je dvignilo sredstva, ker je zakon dopuščal, da lahko po 10 letih od začetka varčevanja dvigne sredstva, ki jih je vplačal tudi delodajalec. In to je bilo obdobje, ko je bila relativno visoka nezaposlenost in gospodarska kriza in od mnogih je bil to vir za lažje preživetje za tisto obdobje. Vendar tisti, ki so bili še zaposleni, so lahko potem ponovno pristopili in so začeli zopet varčevati od nula. In zakaj se ljudje odločajo za to? Boštjan Vovk iz Modre zavarovalnice navaja tržno raziskavo. Neka tržna raziskava bila narejena, ki je nismo mi izvedeli, ampak sem seznanjen s tem, ne? Torej, da veliko ljudi, ne, ki zahteva enkratno izplačilo, navede kot razlog, oziroma zakaj bi porabili ta sredstva, pač to, da si uredijo zobovje, ne, ker je takrat, v bistvu, ko se upokojijo, nekak čas, ne, da se jim zdi, da je treba določene stvari urediti, ki bodo potem veljale do življenjsko. Ne. Žiga Vižintin iz pokojninske družbe A pa opozarja na napako, ki jo po njegovem varčevalci pogosto delajo. Ljudje začnejo varčevati za nekim zneskom, ki ga potem s časom, recimo, ko napredujejo, ko se jim viša plača, ga ne povišajo. Ne. Neko dobro pravilo je, vsakič, ko dobimo povišico plače, povišamo za enak procent tudi naše varčevanje. Lani decembra so bila povprečna mesečna vplačila prek zavarovalnic dobrih 94 evrov, prek pokojninskih družb 90 ter prek vzajemnih oziroma krovnih pokojninskih skladov dobrih 51 evrov. V to pa ni zajet krovni sklad javnih uslužbencev, kjer so bila povprečna mesečna plačila dobrih 113 evrov. Eno najpogostejših vprašanj pa, kdaj začeti z varčevanjem. Mislim, da za varčevanje ni nikoli prepozno. Zdaj, zavedati se moramo samo nekaj, da če je zavarovanje krajše od 10 let, potem plačamo davek na zavarovalne posle v višini 8,5%, ampak ne glede na to, če vi, na primer, varčujete 5 let, preden ste upokojitev, lahko ob nastopu pogojev za upokojitev ni nujno, da prenehate z varčevanjem. Lahko še 5 let varčujete in izpolnite to 10-letno obdobje. Sicer pa finančni strokovnjaki svetujejo, da si vsak sam izbere način varčevanja za starost, takega, ki mu najbolj ustreza, pa naj bodo to pokojninski skladi, varčevanje v bankah ali v nepremičninah. Na splošno pa je znano, prej ko bomo začeli varčevati, več prihrankov se bo nabralo, zato da bo starost čim bolj finančno varna.